Kako opremiti novo stanovanje za starejši par, ki se je odločil udobje hiše z vrtom zamenjati za stanovanje blizu mestnega središča? Tak izziv ni bil prav lahek zalogaj, še posebno zato, ker sta lastnika želela v nov dom vključiti umetniška dela, na katera sta zelo navezana. Poglejmo si, v kakšen rezultat so se na koncu udejanjile vse njune želje in potrebe. Tole stanovanje z zares bogato teraso je dovršeno uravnotežen ambient, v katerem se prepletata igrivost in zrelost. Lidija, pozdravljeni. Kaj bi rekli, da je glavna, vodilna rdeča nit tegale stanovanja? Stanovanje je v bistvu oblikovano za starejši par, temu malo bolj primerno. Je vseeno minimalistično, ampak ima pa veliko teh dodatkov še iz preteklega stanovanja oziroma hiše, v kateri sta prej živela naročnika. Ona dva sta ljubitelja slik in njuna želja je bila, da vse te slike nekako vključimo tudi v ta nov projekt in da tudi vključimo neke starine, kot so recimo tale lepa ura tukaj v jedilnici, ali pa kakšna komoda, in vse to smo pol prenesli v to stanovanje. Navadno ljudje v zrelih letih nimajo želje, da bi se izselili iz udobne hiše in se preselili v manjše stanovanje. Lastnica je povedala, da rada hodita peš, zato sta želela stanovanje blizu mestnega središča. Enostavno bo življenje lažje, ne bo treba vrta oblikovati, prav tako je vse v enem nivoju, dostop je veliko lažji, tako da ko se pripeljete z avtom, stopite v dvigalo in recimo vse stvari iz trgovine zlahka prenesete v stanovanje. Tako da, ja, mislim, da je bilo to za njo prava odločitev. V središče tlorisa so umeščeni servisni prostori, ki jih obdaja hodnik, pravzaprav galerija umetniških slik. Hodnik vodi do osrednjega bivalnega prostora s kuhinjo in jedilnico. Poleg kopalnice so v stanovanju še zakonska spalnica in 2 delovni sobi, ki se občasno spremenita v spalnici za vnuke. Dodatna vrednost tega stanovanja sta 2 terasi. Stanovanje ima kvadratno obliko in da bi se kar najbolj izkoristil tloris, so ti servisni prostori, kot so utility, garderoba, vse to je v centru, kjer ni nobene svetlobe, bivalni prostor, kuhinja in pa sobe, spalnica pa imajo zelo lepe poglede na okolico. Ker je naročnikoma všeč obdobje art deco, ki se naslanja na geometrijske oblike, je oblikovalka prostora poskušala vzorce kroga in pravokotnika peljati skozi celotno stanovanje. Tak vzorec zaznamo že ob vstopu v stanovanje na osrednjem kubusu. Prva stvar, kar smo želeli najti, kot sem že prej omenila te slike, smo želeli najti prostor za obesiti te slike in potem smo se odločili, da bo ena stena, en obod te stene, da bomo naredili neko galerijo, na nasprotni strani ta kubus pa da bomo oblekli v neko subtilno tapeto, ki se zdaj vije povsod, tudi čez vrata. Nekako smo želeli tudi vrata prekriti, se pravi, da smo želeli narediti to steno čim bolj enovito, pa hkrati zanimivo. Ker lastnika uživata v družbi prijateljev in sorodnikov, je kuhinja pogosto v rabi. Da priprava jedi ne bi bila moteča, so se domislili rešitve. Ta osrednji del ni tako velik, če pride veliko ljudi kar naenkrat, sta želela, da je kuhinja čim bolj enovita, zaprta, zato smo jo skrili za velika zložljiva vrata in tako prostor tudi deluje bolj zračen, pretočen. V kopalnici so morali sprejeti dejstvo, da je bila že deloma opremljena. Prvotna zasnova je bila že taka, da ploščice so bile že prisotne. Mi smo jih najprej gledali, smo razmišljali, kaj bi z njimi naredili. Hkrati pa smo želeli imeti veliko ogledalo, tako da je v bistvu nastala ideja, da naredimo to veliko okroglo ogledalo. Seveda, da se lahko gospa primerno naliči, smo umestili eno lepo svetilko, ki jo normalno lepo osvetli po obrazu.
Urejanje in opremljanje stanovanja ne pomeni le dodajanja in odkrivanja. Marsikdaj je treba kakšno pomanjkljivost tudi skriti. No, Boštjan, nekaj bi ti rada pokazala. In sicer na vhodu v stanovanje nas je pričakal en zelo zanimiv detajl, in sicer veliko nekih elektromarc, ki seveda bi nam popolnoma uničili zgodbo o naši tapeti, ki bi se vila okrog tega centralnega kubusa. In potem smo zato zasnovali neko takšno ogledalo skupaj kot neko instalacijo. To ogledalo se odpira in potem pač lahko dostopamo čisto enostavno do teh. Wow, kako dobra in kako lepa rešitev. In je verjetno na magnetke, ne? Ja, na magnetke. Wow. Kakšna pa je bila ideja pri spalnici? Spalnica ima pa tako obliko, da v bistvu je bilo zelo težko postaviti posteljo nekam. Tako da smo jo umestili centralno, da pa bi se naročnika dobro počutila, smo izbrali posteljo z malo višjim vzglavjem, ki jo zavaruje, tako da je nekako ta efekt, ki ga omenja tudi Feng Shui. Oni pravijo, da je to želva, to je neka zaščita za hrbtom, da se človek bolj varno počuti. Zato smo pač zbrali tako posteljo tudi v spalnici. Zdi se pa, da druge sobe so pripravljene tudi na to, da kdaj gostite kakšne otroke ali vnuke. Tako je. Imata vnuke, ki zelo radi preživljajo čas tudi z njima, včasih pridejo celo prespat. Tako da sta uredila sobi tako, ko smo se pogovarjali o načrtovanju, seveda bilo treba zbrati zofo, ki se bo dala raztegniti, tako da lahko najstnika prespita. Kako ste razmišljali glede barvne palete? V bistvu so naravne barve, peščena, za poudarek neka temnejša barva, potem pa kot nek akcent pa pride zamolkla oranžna, ki se pojavlja potem kot njena svetlejša verzija, recimo na zavesah. Stanovanje bogatita dve terasi. Ker je umeščena na vrh stavbe, ponuja glavna terasa lep razgled na Krim in okolico Ljubljane, a ne samo to. No, to je največja terasa. To pa je zlata vreden plac. Ja, res. Res je ogromna. Velika je kar 40 kvadratnih metrov. Je na bozonih in potem je obdana z rastlinjem. V ta namen smo v bistvu povabili k sodelovanju krajinskega arhitekta Mitja Škarjanca in on nam je pomagal v bistvu zbrati te rastline, zato ker smo si želeli rastline, ki bi bile zimzelene, ampak hkrati ne bi smetile sosedam navzdol. A ja, sosedom, ne nam. Tako. Ampak tole se očitno odpre, ne, in lahko poleti gledam zvezde. Tako je. To so lamele, ki se lahko odprejo, tako da lahko spustimo svetlobo skozi, kadar pa dežuje ali pa si zaželimo sence, jih preprosto zapremo. To stanovanje zares ponuja veliko udobja, skladnosti in lepih razgledov.